Meni ni več lepo živeti. Ko slišimo takšne besede, nas pretresajo, ne glede na to, kdo jih je izgovoril. Če pa je to izrekel tvoj otrok, tvoj sin, je to resen problem. In če to izreče vaš sin, ki hodi v 2. razred osnovne šole, se moramo zares vprašati, kaj je narobe z nami, šolo, s samim sistemom. To se je zgodilo nam in našemu Mihu. Učiteljica v 1. in 2. razredu ni našla dosti razumevanja in potrpljanja za našega Mihca, ki je bil malo drugačen in je odstopil od svojih sošolcev. Učiteljica ga je pred celim razredom sramotila, ni ga upoštevala in tudi ne spodbujala, da bi sledil pouku in sodeloval. Žena so opozarjala na ta problem, vendar ustreznega odziva ni bilo. To je privedlo, da je Mihec izrekel, meni ni več lepo živeti. Si predstavljate otroka v 2. razredu, da ti reče kaj takšnega? V 3. in 4. razredu je Miha dobil drugo učiteljico, ki je bila preprosto čudovita. Razumela ga je, priskrbela mu je dodatno strokovno pomoč in tako se je stanje v šoli popravilo, s tem pa deloma tudi Mihovo počutje. Vsi skupaj smo nekako zvozili mimo čeri šolskega leta, vendar pa je bilo za to potrebnega veliko truda. Žena je z Mihom vse popoldneve delala domače naloge, se učila z njim, prepisovala učno snov, ki je Miha v času pouka ni zapisal v šolske zvezke, včasih po 5 ali celo 7 ur po šoli. V 6. razredu nova razredničarka znova ni imela razumevanja za učne težave našega Mihe. Razmere se postajale vse težje. Po Števanku se je naučil že nič kolikokrat, a je vedno znova pozabil. Na vsakem roditeljskem sestanku smo slišali isto, da je naš Miha len, da ne sodeluje, da je zasanjan, odplava v svoj svet, ne piše, ne sledi pouku, aroganten, v smislu, ko ne odgovori ali se ne odzove takoj. V takšnem ozračju, ko je doma in v šoli poslušal same kritike, mu je upadlo zaupanje vase, vendar je Miha na srečo borec in se ni predal. Ko sem nekoč sam popustil pritiskom in mu poučital, da je len, se ni dal in je zanikal, da bi bila lenoba vzrok neuspeha v šoli. Vzroka zanj pa sam ni znal pojasniti in tudi sam ga nisem znal. Miha ima 3 sestre, 2 starejši, 1 dvojčico, ki so bile v šoli in so še uspešne. Ko smo že skoraj obupali, sva ženo po koncu 7. razreda izvedela, da v bližini živi deklica, ki je imela podobne težave. Ugotovili so, da ima disleksijo in da je sedaj, ko ima prilagojen učni program ter pomoč in razumevanje v šoli, veliko bolj uspešna in zadovoljna. Potem se je klopčič negotovosti in nevednosti razvil zelo hitro. Poklicali smo dekličino mamico, se srečali in pogovorili. Že na podlagi tega pogovora je bilo jasno, da ima naš Miha disleksijo. Čudno se nam je zdelo, da tega niso ugotovili že v šoli. Na posebnem testiranju se je naš sum potrdil in dobili smo potrdilo o disleksičnosti in nadpovprečni inteligentnosti našega Mihca. Miho sem takoj čestital za moč in pogum, ki jo je pokazal, ko se vsa ta leta ni vdal in je kljub velikim dvomom v sebi zdržal pritiske okolice, v kateri so pomembne samo ocene, ne pa človek kot osebnost, njegovo znanje, čustva, prepričanja ter tisto, kar zna, ve in zmore. Mihca smo vpisali na šolo, kjer imajo razumevanje in ustrezno usposobljene kadre, kjer se ukvarjajo z učenci s specifičnimi učnimi težavami. Šola ima program, ki ga spodbuja na vsakem koraku in mu pomaga pri učenju. Mi pa smo dosegli celo to, da naš Miha rad hodi v šolo. No ja, prav z užitkom res ne, vendar v šolo ne gre več s strahom in odporom, ker ve, da ga tam nihče ne bo kritiziral zaradi njegove drugačnosti. Ne boji se učiteljev in neuspehov, ker se zaveda, da je enak svojim vrstnikom. Tega pa prej ni bilo. Kako je mogoče, da smo Mihovo disleksijo odkrili šele po 7 letih šole? Je bil kriv šolski sistem, ki ga ni zaznal kot dislektika? Sva kriva ženo, ker se nisva že sama prej obrnila na pristojne službe? Je temu mogoče botroval strah, da se ne zamerimo učiteljem? Kakorkoli že, to je naša zgodba. Želel bi opozoriti, da je nadvse pomembno razumevanje otrok tudi doma, v družini, kot tudi v šoli.
Najprej je treba biti zelo pozoren, dobro opazovati razvoj otroka, spremljati njegove težave in iskati vzroke zanje, predvsem pa jih spremljati take, kakršni so, jim ponuditi različne možnosti in pristope poučevanja in preverjanja znanja. Le tako bodo ti otroci srečni. Njihovo samospoštovanje se bo tako ukrepilo, to pa je temelj za uspešno življenje vsakega posameznika. Zares bomo podpirali sodobne pristope v šolskem sistemu, ki bodo omogočili otrokom in mladostnikom čim bolj individualen pristop, prilagojen njihovim posebnim potrebam in talentom.